Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Začeli smo decembra 2022, ko se je rodila ta ideja, namreč internisti so izdali tak špiralo vezan A4 priročnik za študente, namreč profesor Šapovič skupaj z docentom Riflom vodita predmet geriatrija in potem smo rekli, se pravzaprav toliko starejših ljudi mi obravnavamo, da je prav, da povemo z naših gledišč, kako vidimo to obravnavo in kako si mislimo, da je pravilno. In od tega decembra smo potem do preteklega meseca delali učbenik popolnoma po pravilih, to se pravi, imamo tudi 2 recenzenta, visokošolska učitelja, dekana in pa predstojnica katedre v Mariboru, Igor Švab in Zalika Klemec-Ketiš. Potem so sodelovali 19 avtorjev in publikacija je natisnjena na 182 straneh. Tukaj vidite tudi kontakt za naročanje. Ogromno je vsebine, lotili smo se vsega, s čimer se srečujemo, s tem, da že napovedujemo tudi zbiranje idej za nov učbenik, to je začetek. In že ko je ta se zaključeval, smo videli, da so potrebe po pisanju novih tem, pa bi kar povedala, kaj je dobrobit in doprinos tega učbenika. Namreč naša poglavja se kot ena rdeča nit dotikajo zgodbe bolnika in tudi bližnjih oseb in na to je potem vezana teorija. Se pravi, tukaj ni samo ex katedra nekaj zapovedano, kaj moraš po kakšni lestvici oceniti, ampak gremo čez zgodbo in čez življenje ljudi. In to je tisto, kar je zelo lepo, kar bi brala še enkrat tudi, če bila čisti laik, bi šla to brati, ker je tako zanimivo. Zadnjič smo imeli predavanja na geriatriji po diplomski šoli in z dr. Volčem sva ugotovila, da je pač bil starejši človek predstavljen kot seznam lestvic. To je tudi profesor Volč komentiral, kar 30 lestvic za krhkost, ampak vi sami veste, da nobena lestvica ne nadomesti pravega človeškega odnosa in pristopa, ki ga imamo v družinski medicini. Tako je recimo tudi naša dobra in izvrstna kolegica, docent Kopčan Kurček, recimo klinični primer 82-letne bolnice predstavlja in potem piše na hišnem obisku v pogovoru z gospo zvemo, da je njen sin edini sorodnik, pri pregledu gospa shujšana, dehidrirana, oblečena, umazano oblačilo, pretanko za zimski letni čas in potem opisuje še modrico, jog, ki nam je blizu tudi v ambulantah, ne samo doma, in potem nadaljuje s to zgodbo. Torej, tukaj gre za ne samo domske obravnave, gre tudi za čisto klasične obravnave na primarnem nivoju. No, se pravi, vedno imamo klinični vidik, tudi epidemiologijo, anamneza, status, diagnostiko in zdravljenje. Potem imamo organizacijski vidik, kako organizirati oskrbo takega bolnika, komunikacijo, komunikacijski vidik je zelo pomemben, preventiva, življenjski slog, pa multimorbidnost, okolje in sistem in ukrepe ter način reševanja teh ukrepov. V prvem poglavju je več o krhkosti, sledijo pa poglavja o posebnostih sporazumevanja, tudi nujna stanja so pridana, prehrana
starejših, v nadaljevanju tudi problematika zlorab, zanemarjanja, pa tudi poglavje o kognitivnih motnjah, bolečinah, posebnosti okužb pri starejših, kontinenci, padcih, kroničnih ranah in razvidah zaradi pritiska. Torej, za zaključek, zakaj smo se tega lotili? Zato, ker vi veste, da ko spremljamo naše bolnike, poznamo njihov pogled na svet, voljo ali pa nevoljo do življenja, pesimizem, optimizem, hvaležnost in vzpostavljamo ta osebni stik, zaupljivost z bolnikom in svojci. Zdaj smo še bolj izpostavljeni, da nam vračajo ogrožene bolnike z urgence in z oddelkov in svojci pa drvijo že naslednji dan, da je bolnik vročičan, takrat je bil pred sprejemom. In tukaj smo postali zadnje zatočišče našim starejšim ljudem. Vpogledujemo bivanjske razmere, kar je klinikom onemogočeno na hišnih obiskih. Vpogledujemo finančno varnost in jim skušamo pomagati. Imamo en tak bolj realen pogled v stanje. Pa ne nazadnje starejšim damo videti, da tole ni še ena obravnava od mnogih. Torej, ob tem sklepu učbenika so nastale že nove ideje o novih potrebah po novih poglavjih, pa bom zaključila še z eno zgodbo, ki izhaja iz začetka mojega delovnega okolja, ko sem še delala v zdravstvenem domu Šiška. Takrat so klicali k eni gospe, ki se je v stanovanje zaklenila, javila je patronažna služba, jaz sem se odpravila potem na hišen obisk. Res je bila zaklenjena, pa že dlje časa. Bila je sorodnica nekih zelo znanih, priznanih, uveljavljenih Slovencev in ona je potem odprla vrata in seveda ni bilo kam stopiti. Bilo je zelo zanemarjeno vse, ostanki hrane, ogorkov, cigaret, vse je bilo na tleh. No in tem enem daljšem pogovoru se je razkrila njena osamljenost in zapuščenost, ki je bila glavni vir vseh težav. Pustila je tudi zdravila za zdravljenje duševnih težav. Seveda, ker je vseeno se strinjala, da gre na pregled k psihiatru, se je potem že naslednji dan vrnila, ker tudi vedno bolj srečujemo, da pravzaprav je v redkih izjemah en tak pomemben dodatek k tisti obravnavi, ki jo mi naredimo. Zelo vse pogosteje nam vračajo kompleksne, starejše bolnike nazaj v naše roke. Tako da se je tudi ona vrnila in takrat se mi je uredila, da je k njej prihajala za diplomsko delo ena študentka za socialno delo. Gospa se je socialno odprla, socializirala in kasneje tudi jo je bilo videti na sprehodih v naravi. To je le ena od zgodb, katere lahko poveste tudi vi, o tem sem prepričana in s ponosom lahko rečemo, da družinska medicina res zagotavlja ljudem lepšo prihodnost. Hi ho, the dairy, the cheese stands alone.